NN podcast s Suzano Lovec. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, z mano danes politiko, državo in svet osvetljujejo trije uredniki znanih slovenskih medijev, odgovorna urednica informativnega programa Televizije Slovenija Polona Fijavž, urednik sobotne priloge Dela in tudi polovica dvojca podcasta Od srede do srede Ali Žerdin in odgovorni urednik tednika Mladina Grega Repovž. Dober dan, hvala lepa vsem trem, dobrodošli na NN. Dan. Lep pozdrav. Natanko 2 leti sta minili od volitev ta teden. Volitev, ki so prinesli Gibanje Svoboda in to vlado, ki jo imamo. Kako vi trije ocenjujete ti 2 leti? Eminentni gosti, kot sem rekla, tako širšo debato si obetamo danes v podcastu z vami. Mogoče najprej Ali. Mislim, mi te situacije, ko pride nova ljudska oblast, vedno z nekim entuziazmom sprejmemo, potem se čez 2 tedna spomnimo, kako je bilo zadnjič, pa predzadnjič, pa predzadnjič. Jaz sem zelo pamtilo, pa se spomnim tudi, kako je bilo leta 1990. In pač potem pride streznitev, ki pravi, pač, da imamo oblast približno povprečno, da je povprečno sposobna, da je povprečno prijazna in včasih nadpovprečno hudobna. Mislim, da je prednost te sedanje garniture, da ne trenira hudobnosti. Ne? In pač s tem, da ne trenira hudobnosti, sem jaz do neke mere celo zadovoljen. Navadil sem se pa tega, da visokih pričakovanj pa ne kaže imeti. Ne kaže imeti, čeprav vsakič na tisto volilno nedeljo zvečer, ko so rezultati, me tako za trenutek prešine, zdaj bo pa tole malo drugače, potem zjutraj že vem, da ne bo. Ne. Tako da jaz sem zadovoljen, da ni hudobije. Polona? Ja, zdaj jaz imam zdaj to neko deformacijo poklicno, da vse, kar se dogaja tukaj, nekako še zmeraj primerjam z Nemčijo in to pač je treba upoštevati tudi v vsem tem, kar bom povedala. Se skušam tega znebiti, nekaj časa bo očitno še trajalo. No. Jaz se strinjam tukaj z Alijem glede te hudobije, da je to nek... Pač vmes, ko sem prihajala v Slovenijo in zdaj, ko sem se vrnila, je neko drugo vzdušje. In nekatere vlade generirajo neko splošno nezadovoljstvo in pripeljejo iz človeka tisto najslabše v njem, tega zdaj ni. Kar se meni zdi spodbudno, pa mogoče sem naivna, so vse te reforme, ki so napovedane. To, kar ni bilo izpeljano v zadnjih letih, jaz v tem trenutku vidim, ker tudi vidim, sem spremljala podrobneje, kako so v Nemčiji se pripravljene te reforme, kaj se je dogajalo z Nemčijo potem, ko so bile reforme pod Schröderjem pred davnimi leti sprejete, kako je Nemčija zacvetela tudi gospodarsko, potem pa je pod Merklovo to nekako se vse ustavilo in Nemčija tudi zaradi njene pasivnosti, kar se notranje politike tiče in teh družbenih, gospodarskih, socialnih reform, zdaj zaostaja in je gospodarsko bistveno šibkejša, kot je bila. In tukaj se mi zdi, da je to neka pozitivna nota, zaradi katere je bila tudi ta vlada na koncu koncev izvoljena. In zdaj ta pripravljenost na reforme, kljub temu, da bodo težavne, da bodo mogoče slabše sprejete, da bodo tudi verjetno politične posledice, tako kot so povsod, kjer se reforme sprejemajo, se mi zdi, da vseeno, kljub vsem težavam, ki se izražajo tako političnim manku izkušenj, manku ljudi, ki jih ima Gibanje Svoboda, ki ima največ poslanskih mandatov, se mi zdi, da dokler nekako se vztraja pri teh reformah, da je še nekje luč na koncu tunela. V današnjem sobotni prilogi sta z Bojanom Budjo imela intervju s predsednikom vlade in o reformah je povedal, tukaj obstajajo tudi te kritike, da gre tukaj se prepočasi, da so ljudje veliko več pričakovali prej te reforme, Skratka, on pravi, da pač je to zaradi tega, ker grejo na 2 mandata in da so na polovici prvega mandata.
maja bo ob davčnih spremembah predstavljena tudi pokojninska reforma, pravi v tem intervjuju predsednik vlade. Obstaja pa tukaj tudi to nezadovoljstvo, ne? Da stvari potekajo prepočasi, da se vlada tudi veliko sama sabo ukvarja, da se koalicijske partnerice ukvarjajo tudi z lastnimi stvarmi, tudi Gibanje Svoboda, ne? Čeprav tukaj predsednik vlade pravi, da oni so edina stranka, ki se nekako ne ukvarjajo sami sebi, ampak so vse, ne? So imeli tudi znotraj sebe težave. Absolutno, ampak če bi danes pogledali vse stranke, imajo te težave vse. Ne? Na srečo. Ja. Mislim, da je to, da imajo stranke težave same s sabo, jaz mislim, da je to samo v redu okoliščin. To je dobro. Tudi to, da se stranke znotraj kregajo, pa gre za Gibanje Svoboda ali pa za SDS, je dober, je znak v resnici normalnosti. A ne? Tudi to, da recimo 3 poslanci SDS hočejo drugačno politiko, ne, je znak demokracije v resnici. Ne. V nekih drugih razmerah si ne bi upala. Ne. Ampak temeljno pri teh reformah, ne, če se lahko ustavim tle, je nekaj drugega. Ne. Reformirati, ne. Reforma se sliši nekaj, kar bo bolje. Ne. Reforma je predvsem prestrukturiranje moči, ne, v družbi. Ne. In predvsem te reforme, ki jih je napovedala ta vlada, močno posegajo v način, kako kroži denar v tej državi. In moramo se zavedati, da je tukaj veliko tudi gospodarskih družb, ki od države izjemno dobro živijo. Mi moramo vedeti, da država odda letno 9 milijard del. Se pravi, od zdravil do gradbišč. In da seveda je tukaj, ko rečeš ti reforma, pomeni, da boš te ustaljene poti, kako so se nekateri obesili na javni denar, da jih boš pretresel. Ker vse to je tisto, kar se zgodi, zato moraš reformirati sistem, ker se ti na obstoječe finančne tokove vedno obesijo neki jaz rečem temu, proračunske obešanke. Ne? In ta nervoza, ki jo povzročajo reforme, pri čemer se ne opredeljujem, a so meni te reforme všeč, ne? Ker nekatere grejo v neoliberalno smer, ne? Na področju nepremičnin, kjer se danes največ in, da rečem, masno služi, ta vlada še ni naredila nič, tudi zato, ker so lobiji tako grozljivo močni, ker gre za ogromne denarje. Zavedati se moramo, da v trenutku, ko država da v stanovanja, recimo 150 milijonov, pomeni, da tisti, ki so do danes dajali teh 150 milijonov, da morajo najti drug način oplajanja svojega denarja. In to so tako veliki procesi, ne? In za tako velike denarje gre, da je jasno, da je vsak poskus, da bi spremenil ta tok denarja, pač pričakan na nož. Tudi ta teden je minilo tudi 100 dni od začetka zdravniške stavke. Preden gremo na to, kaj nam je ta čas teh 100 dni, pa ta stavka povedala o naši državi in zdravstvenem sistemu in vladi, da še pocitiram tudi iz tega intervjuja s predsednikom vlade današnjim. On pravi, stavka, ko govori o reformi zdravstveni, stavka nas ne ovira, ampak nas motivira. Potem vidva vprašata, ne, stavko razumete kot obstrukcijo napovedane zdravstvene reforme, on reče, to je vaša trditev, potem vidva odgovorite, recimo, to je hipoteza, ne trditev, no, gre za vašo hipotezo, a včasih se človek ne more izogniti občutku, da je v hipotezi tudi del resnice. Torej, toliko o stavki, kar je rekel predsednik vlade. Kaj pa vi trije mislite, kaj je ta stavka nam pokazala zdaj 100 dni mimo? Če smo začeli pri reformah, bom jaz tukaj kar en šiv naredil. Ne? Mi smo sredi reforme zdravstvenega sistema, vendar pri reformi zdravstvenega sistema ne gre za to, da bi tukaj vse vzvode imela v rokah vlada, pač pa gre za neke samonikle premike v zdravstvenem sistemu. Ne? Recimo, če se sprehodite čez kakšne nepremičnine, v katerih je v preteklosti deloval kakšen trgovski center, ki ni bil najbolj uspešen. Ne? Boste videli, da je ta trgovski center danes napolnjen z desetinami ordinacij. Ne? Desetine
zasebnih, bodisi koncesionarskih, bodisi samoplačniških ordinacij obstaja. Ne? In tisto, čemur smo priča, ko gre za neko temeljito, globoko družbeno spremembo, je, bom rekel, samonikla reforma zdravstvenega sistema, samonikla privatizacija. Včasih, se pravi 35 let nazaj, se je govoril o spontanih privatizacijah tedanjih podjetij. Ne? Zdaj prihaja do nekih spontanih mikroskopskih prebegov storitev iz občinskih ali državnih zdravstvenih inštitucij v zasebne ordinacije. Ne? Zdaj, mi stavko težko razumemo, ne, če nimamo pred očmi pravzaprav te velike migracije zdravnikov, zdravstvenega osebja v objekte, kjer so nekoč delovali butiki, pa so ti butiki potem finančno nasedli. Ne? Pravi, to je neka reforma, ki je vlada pravzaprav ne zna nasloviti, se pa odvija, ali pa jo skuša nasloviti, pa je tudi v tem mandatu naslavljala z napačnimi prijemi, celo več, ne, potem so ti napačni prijemi bili objavljeni v Uradnem listu. Ne. Bodnar, ne, je pisal v Uradnem listu. Ne. Tako da še na nek drug proces, ne, lahko bi rekli reformni, ki je spet spontan, pa bi jaz zanj rekel, da ne moramo reči, da je negativen, ampak je prej pozitiven, je pa nepričakovano visok obseg zelo kakovostnih tujih investicij, zlasti v farmaciji. Ne? Zato, da se velik center, tehnološki, znanstveni, industrijski, razvojni, seli na območje nekdanje tovarne Tuba, je to Bežigrad ali Šiška? Mislim, da je Šiška. Ne? To je velik uspeh. Ne? To, da bo Lendava imela neke svoje velike industrijsko-razvojne oddelke, je velik uspeh. Ampak tudi to, ne, se je zgodilo do neke mere spontano, brez vpliva vlade, razen, ne, pač, če bi imeli pa vlado, ki je hudobna, ne, da se vrnem na to. Če bi imeli vlado, ki je hudobna, vlado, ki je nek povzročevalec težav v Evropski uniji, da ne uporabim slovenskega izraza troublemaker. Ne. Skratka, če bi imeli vlado, ki v Evropski uniji povzroča težave, ne, je verjetnost, da bi te investicije visokotehnološke prišle v Slovenijo, morda nekoliko manjša. Ne. Ampak na koncu dneva ali pa na koncu mandata bodo te investicije, ki se odvijajo, pa prinesle tisto, kar si pravzaprav lahko vsi želimo. Ne. To je nek industrijski, gospodarski sektor, ki zasluži veliko, ki ima, se reče, visoko dodano vrednost. Zdaj, dobički bodo še vedno šli v Švico. Ne? V tem, ali pa pomemben delež teh zaslužkov bo šel v Švico, ne? Ampak ljudje tukaj bodo vseeno dočakali čas, ko bodo njihovi prihodki v povprečju prav zaradi teh investicij kar opazno višji. Ne? 100 dni zdravniške stavke. Kje smo pod črto? Ja, izhodiščno se strinjam z Alijem. Tisto, kar se dogaja v zdravstvu, je pač množična privatizacija. Če ne bi šlo ravno za zdravje in za zdravljenje ljudi, bi sam rekel, ok, dajmo to sprivatizirati. Dajmo tem zdravnikom možnost, da to kako je biti na trgu, res doživijo.
ker ko bo enkrat na trgu, ne bojo oni lastniki teh ambulant, tako kot danes že se te ambulante grupirajo v zelo močne finančne inštitucije v zadnji, in takrat nenadoma ne bi bilo nobene želje več. Ampak to, kar je ta stavka povzročila, je pa to, da so se stvari v javnosti skristalizirale. Da danes, ko govorimo o dvoživkah, ki je res grd izraz, ki sploh ni vezan samo na zdravništvo, smo odprli eno temo, ki se nam je zgodila v javnem sektorju, na katerega in to po krivici. In sicer zaradi tega, ker se je leta in leta govorilo, kako ta javni sektor ne zna tržno delovati, ne zna biti agilen. Ja, ta agilnost je vedno osebna, je vedno egoistična. In danes smo povzročili s tem konstantnim neoliberalnim faflanjem, če se lepo izrazim, smo povzročili, da je cel javni sektor, da danes imamo javne institucije, kjer je najbolj normalno, da imajo ljudje SP, kjer za profesorje, ali pa celo, če grem naprej, ustavne sodnike, se jim zdi popolno normalno, da malo popoldne služijo. Skratka, država popoldanskih SP-jev. Ampak to je resna zadeva. Te SP-ji so smrtno resna zadeva, ker to so ljudje, ki so v javni službi. In jaz tudi zase nikoli ne bi dal roko v ogenj, da bi znal deliti te svoje interese. Poglejte, če jaz zaslužim z istim delom, ki je konkurenčno moji službi, popoldne še enkrat to. Če priješ malo na NN, recimo. Ja, recimo, tako. Če bi to bilo, jaz ne dam roko v ogenj zase, da bi branil svojo izvorno službo. Pozabili smo, javni sektor in zasebni sektor se ločita po eni stvari, po občutku varnosti. Mi, ki smo v zasebnem sektorju, vam v javnem sektorju damo varnost. Ampak zato delate predano za javno. Zdaj imamo popolno zmešnjavo, kjer se vam pravim, jaz ne vem, ko profesor Rajko Pirnat nastopi na televiziji, jaz ne vem, kdo je naročnik, naknadno njegovega mnenja. Zgodi se mi, da je enkrat naročnik nekdanji Salonit, pa je to človek, ki ga zelo spoštujem. Jaz ne vem, kdo je naročnik. Pri ustavnem sodniku Jakliču, jaz ne vem, kdo so njegovi naročniki popoldanski. Ne vem, kaj pomeni, da delaš za katoliški inštitut. To pomeni, da delaš za cerkev? A to pomeni, da delaš za desnico? To niso stvari. In poglejte, imamo ljudi po ministrstvih, ki delajo, ki imajo SP odprte, da svetujejo o stvarih, ki jih kot uslužbenci tako delajo. To ne gre. In to je odprla stavka. Stavka zdravnikov je odprla to. In mislim, da tle, kakor se bo slišal, jaz sem velik zagovornik javnega sektorja, ampak to je dovolj, to ne gre. Mi, ki smo v zasebnem sektorju, imamo vsak mesec pred sabo, moramo vedeti, a imamo za plače ali ne. Tle slišali se bo ekonomistično, slišali se bo kapitalistično, ampak ja, zato smo ven v javnem sektorju, imate varnost, ampak ne nas zafrkavati. Ne nas zafrkavati in zlorabljati tega. Vi imate varnost, ne skrbi vas, a boste brez službe ostali, ampak zato ne zlorabljajte tega položaja in ne morete pač služiti dvojnih plač, ker je to konflikt interesov. In mislim, da je to pripeljala ta stavka, je to pripeljala ven, je to pripeljala pred vse državljane. A lahko nekdo, ki dela na avtoservisu, Volkswagen popoldne šraufa, doma Passate, ne se hecati. Ni ga šefa, ki bi mu to dovolil. Polona, še enkrat bomo prosili za to usporednico mogoče z Nemčijo. Mi radi pogledamo na Nemčijo kot na nek zgled. Kako imajo pa oni to urejeno? Kako je to? Ja, zdaj dve usporednici. Ena kot zaposlena v javnem sektorju in druga primerjava z Nemčijo. Ampak moram reči, da tudi kot zaposlena v javnem sektorju delim to stališče, da so nekatere stvari nesprejemljive, tudi kar se tiče popoldanskih SP-ev. Če sem prav razumela, ta vlada napoveduje tudi spremembo zakonsko na tem področju, ne vem sicer v katerem mandatu, glede na zamike vseh napovedanih reform in sprememb, ki jih napovedujejo. Ampak kar se tiče zdravstva. Zdravstveni sistem v Nemčiji, po moji oceni in po mojih izkušnjah, deluje bistveno boljše v Sloveniji kot v Nemčiji. V Nemčiji je to tržna stvar. Se pravi, ti, ko greš samo plastično, da mogoče razumeti, ti, ko greš tam k zdravniku, oni imajo dvojno zavarovanje. To govorimo o tem osnovnem, ki ga ima večina, ne
kako se mu reče, ne vem, kako bi prevedla po slovensko, temu nadgradnemu, ki ga imajo vsi javni uslužbenci in pa tisti, ki so bolje plačani. Se pravi, ti, ko greš k zdravniku, nikoli ne veš, poškodba prsta in te naročijo 3-krat v enem tednu, vsak dan, da prideš, da on pogleda. A ne? In to je pač zato, ker na ta način služijo denar. In ko te naroči na operacijo, ko te naroči, ne vem, ko ti hoče dati popolno narkozo za to, da ti naredi nekaj na zobe, je to zato, ker oni na ta način služijo. A ne? In to je njihovo javno zdravstvo. Pri nas ni tako. Pri nas, ko te zdravnik naroči, a ne, te naroči zato, ker je potrebno, ni pa zato, ker bi hoteli služiti, razen v teh butikih, a ne v trgovskih centrih. Tam se ti to lahko zgodi. Jaz mislim, da tudi glede zdaj vzporednice evropske volitve, pa o tem bomo verjetno še govorili, ampak glede na to, da ljudi v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami, tudi kar se tiče evropskih volitev, najbolj zanima zdravstvo. A ne, je to in tudi glede na javnomnenjsko podporo tudi stavki zdravnikov, ki je nižja, kot je bila, se mi zdi pač, da je idealna priložnost, da se pri tej neki reformi, ne vem, če je to reforma, ampak so spremembe, ima vlada nek backup v javnem mnenju in priložnost, da pri teh stvarih vztraja. In jaz mislim, da je to nujno potrebno. Jaz mislim, da imamo mi enega najboljših zdravstvenih sistemov, tudi v primerjavi z Zahodno Evropo. Predvsem je zdravstveni sistem za vse. Tako. Tako. Predvsem je tako, no, veš, da ob teh katastrofičnih retorikah, ne, kako zdravstveni sistem razpada, ne, jaz sem imel ta privilegij, da nekaj desetletij nisem bil pri zdravniku. Ne. Te se je pa zgodilo, da sem moral iti k zdravniku. Tisto, kar sem jaz videl v kliničnem centru, to je raketna znanost. Ne. To je poseg, ko so vse bliska, ko je digitalizirano, ko sam spremljaš, ne, pri zavesti, pravzaprav kaj se ti v organizmu dogaja, so skrajno prefinjeni, neinvazivni prijemi. Ne. To je nekaj, kar imajo najboljše klinike na svetu. Ne. To ni zdravstveni sistem iz Banana republike. Ne. Mi imamo elemente zdravstvenega sistema, ki je res vrhunski, ne. In za katerega pač plačamo te obvezne dodatne prispevke, ne. Imamo dostope do najbolj sofisticiranih vrhunskih zdravil in tako naprej. Imamo pa kup fines, pri katerih je pa težava. Ne? Mislim, po mojem 1/3 ali pa 2/3 ljudi sploh ne ve, kje ima zobozdravnika, če ga ima. Ne? Verjetno ga nima. Ne? Pač potem grejo v prej omenjene nekdanje nakupovalne inštitucije, kjer so zasebne zobozdravstvene prakse. Ne? Ampak ne, če smo pa pošteni, ne, pri zobozdravstvu se je tudi v času egalitarnega socializma na konec dneva šlo k zasebnemu zobozdravniku. Ne. Zelo pogosto. Ne. Imamo pa tukaj v zdravstvu ozka grla, ne, diagnostika oziroma kako priti do zdravnika. So tudi ljudje, ki so brez zdravnika še vedno, odhodi iz medicine, nepopolnjene, recimo za družinske zdravnike. Mislim, so tudi težave. Kako pa rešiti potem? Tle se moramo zavedati, da ko gre za zdravstvo, ne, imamo mi na eni strani zdravnike in druge zdravstvene delavce, ki v resnici pač delajo svojo službo normalno in predano. In vsak od njih v stiku s pacientom nič ne razmišlja o svojem položaju. Ne. To mora biti jasno. Moramo pa vedeti, da v zdravstvu se obrne toliko milijard, o milijardah govorimo, ne o milijonih, da pač je vsak milijon, ki ga investiraš za to, da se ta milijarda še vedno tako vrti, in tukaj se investira v lobiste, v diskurs, v način. A veste, vedeti morate, da izredno stanje, ki se ga danes ustvarja, ohranja predvsem sedanji sistem. A ne?
danes ta spopad, ki ga vidimo in kjer žal sodelujejo zdravniške organizacije, kjer je zelo malo zdravnikov, ker zdravniki v resnici delajo in delajo tudi med stavko, ne? Ampak da se tukaj splača investirati veliko denarja, ki ohranja sistem. Ker danes gre za boj za to, da se ohrani to, da ta tretjina denarja prihaja v zasebne roke. In da se ohranja, ko gre za zdravila, ko gre za nakupe, ko gre za obnove in seveda, ko gre za naročanje postopkov pri zasebnikih. Danes gre za res je izredno stanje, izredni dobički in danes se v to tudi skozi stavko, in še enkrat pravim, da tle gre za odgovornost teh organizacij, ne zdravnikov, zelo veliko investira, da se tega pridobljenega kolača, javnega in tudi zasebnega denarja ne bi izgubili. Katere organizacije misliš konkretno? Mislim tudi na sindikat Fides. Če bi pogledali, vidimo, da tam sedijo ljudje, ki zastopajo dvojne interese in težko govorijo o javnem, ker so sami preveč prepleteni. Pač tako se je zgodilo, to ni, ne da jih obsojam, ampak njihovi interesi so preveč dvojni, da bi jim lahko zaupali, da nagovarjajo javni sistem, ne pa lastne interese. Ta teden tudi o referendumih smo veliko govorili, kot kaže, bodo 3 referendumi na dan evropskih volitev. Torej o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o preferenčnem glasu in o konoplji. S kolegom Markešem sta nekaj govorila o tem tudi v vajinem podcastu, a ne, v oddaji ob 8 na javnem radiju, pa je ustavni pravnik dr. Igor Kavčič bil kritičen do tega, ne, kar se dogaja. Pravi, da gre za igračkanje v roke vladajoče koalicije oziroma, da se lahko to tudi spostavi kot neka igračka v rokah vladajoče koalicije, torej ta predhodni posvetovanje referenduma, ne. O vseh teh 3 stvareh bi vlada z večino, ki jo ima, bi lahko te stvari, če jih hoče urediti, komot uredila. Kako vi 3 vidite te 3 referendume? So namenjeni res zgolj nabiranju višje volilne udeležbe na evropskih volitvah, kjer verjetno vlada glede na precej nizko podporo težko računa na neke blazno dobre številke? Polona. Ja, jaz bi rekla, da glede na to, da gre za 3 pač z mojega vidika zelo pomembne referendume in da dopušča 1 mesec za javno razpravo, čeprav gre za, vemo, posvetovalne referendume in da potem verjetno, ko se bo zakonodaja sprejemala, bodo se stvari spreminjale dodatno in bo takrat bolj vsebinska razprava. Tukaj pa pač pušča možnost za, ne vem, neko zlorabljeno razpravo na 3 teme in to bomo zdaj poslušali 1 mesec, namesto da bi se osredotočili na bistveno bolj pomembne evropske volitve. Je edina možna razlaga to, da gre pač ta trenutek so interesi drugje in to je, da bi pridobili neko publiko oziroma neke volivce na volišča 9. junija, ki bodo potem obkrožili tudi kandidate na evropski listi. Jaz imam tukaj malo drugačno mnenje in sicer izhajam iz volivcev. Meni se zdi, da volivci vedno, da jih je res treba spoštovati. Tudi mnenje dr. Kavčiča se mi zdi, sej to vse poteka pred, o čem govorimo, pred očmi volivcev. Ne bi bil podcenjujoča, ne bi mislil, da volivci tega ne razumejo. In drugo, kar je, če obstaja kakršenkoli sistem, da ti spraviš volivce na volitve, če je za to treba dati 10 referendumov, jaz sem za. Mislim, mene to ne moti. Animirati volivce, da grejo na volitve, se meni zdi to samo dobro. No, so pa doslej leve stranke desnim vedno očitale, ne, da zlorabljajo referendume za neke druge interese, ki niso mogoče. Imamo zdaj, in to se mi zdi pa bistveno. Imeli smo referendume, ki so vedno znova izključevali ljudi. In delala jih je SDS. Imeli smo referendume o izbrisanih, imeli smo referendume o pravicah LGBT skupnosti, imeli smo vedno referendume, ki so ljudi izključevali. Mislim, tukaj nič ne izključujejo te referendumi. In kar se pa tiče, dajmo na primeru konoplje, če bi res mislili, da
uporaba konoplje, da animira leve volivce. Jaz mislim, da to animira cel politični spektr mladih, se lani štarta. Tako da mislim, da se to ne bo zdaj razporejalo tako. Levi mladi gredo pa zaradi referenduma o marihuani. Ne, uporaba marihuane recimo ni prav nič vezana na politično stališče. Seveda, Levi mladi sploh ne vejo, kaj je marihuana. Seveda, ja. Pardon, ja. Ampak a se lahko sem tukaj jaz odzovem na to? daj. A ne, jaz ne mislim... Razen, če govoriš o nas kot mladi. Mladi. Evtanazija bi jaz rekla, da je tista, ki bo potegnila na volišče te ljudi, na katere morda računa. In seveda ne more biti očitek, ljudi želite spraviti na volišča z referendumi. To je kvečemu pozitivno, v tem delu se strinjam. Se mi pa zdi, da je ta kratek čas za pripravo neke razprave o tako pomembni temi, kot je evtanazija. Slišali smo izjavo Jelke Godec v parlamentu, se lahko že zdaj ubijete, ali kako je rekla. Mislim, in to je to, kar je Tadej Troha tukaj rekel na tem mestu v podcastu pred časom. Mislim, za to gre, za katere referendume so predlagali. On je takrat rekel, če bo ta referendum ta koalicija vložila, gre za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, za nobeno od teh strank ne bom nikoli več glasoval, definitivno ne. Če si predstavljamo, kako bo ta kampanja o tem vprašanju izgledala realno. Ne? Če mislimo državo končati in jo zapreti, dajmo to na referendum, to bo pokol, to bo parada največjih ogabnosti. In to se imelo v mislih prav pri tej evtanaziji. Ostala 2 referenduma sta manj sporna. Jaz sem neko težavo pri posvetovalnem referendumu kot konceptu. Ne? Vajeni smo teh potrditvenih referendumov, ko imamo pred sabo cel zakon. Ta zakon je poln detajlov, ki so nam všeč ali pa nam niso. In se na tem potrditvenem referendumu odločamo o zelo, zelo jasni materiji. Ne? Vsi vemo, ne, oziroma star pregovor je hudič je v detajlih in pri katerikoli tematiki, ki je predmet prihajajoče ali že končane zakonodajne dejavnosti, je najbolj pomembno pravzaprav, kakšni so detajli. Ne? Mogoče so ti detajli optimalni, mogoče so pa ob vseh najboljših namenih ti detajli pravzaprav slabi ali pa škodljivi. In zaradi tega je ideja posvetovalnega referenduma pravzaprav neobičajna, ker na posvetovalnem referendumu ne vemo, kakšni so detajli, ki bodo uredili določeno vprašanje. Ne? Pa za nalašč ne bom ne o preferenčnem glasu, ne o marihuani. Ne? Oziroma ne o evtanaziji, pa ne o marihuani. Ne? Tudi pri vprašanjih preferenčnega glasu, ne, za katerega smo, ne, domnevam, ne, vsi bi radi še malo vplivali tudi na personalno sestavo tistih, ki jo prišli na oblast. Ampak se da z nekim detajlom to narediti tako, da nam to v resnici potem na koncu ne bo všeč oziroma bo slabše, kot je zdaj. Se da. Ne? Malo se treba potruditi. Ne? Zaradi tega je ta ideja posvetovalnega referenduma, torej neke malo boljše ankete, lahko do neke mere dvorezna. Ma v sebi pasti. Ne? In paradoks, do katerega lahko pridemo, ne, da bomo na posvetovalnem referendumu rekli, smo za, potem bo to operacionalizirano v zakon, pa bo ta zakon predmet naknadnega zakonodajnega referenduma. Bomo rekli, smo za zakon, ki bo trpečim olajšal zadnje dneve njihovega življenja. Seveda smo za. Kako bo pa to urejeno z konkretnimi detajli? Zna biti, da pridemo potem še na en referendum,
ko bomo rekli, ups, tole pa ni to. Ne? Čeprav smo se med posvetovanjem rekli, da smo za. Ne? Da, ne? In če se pa to zgodi, ne? Da bomo imeli ping-pong med voljo ljudstva na posvetovanju in voljo ljudstva, ko bo ljudstvo nastopilo kot zakonodajalec, ne? Ali pa potrjevalec zakona, ne? To bo pa velika veselica. Ne? Jaz bi sam še to dodal. Ne? V resnici jaz sam ne razumem te odločitve za referendume kot nekaj, kar res se lahko, politično zdaj govorim, kar se lahko vladi pozitivno obrestuje. Dejstvo je, da so na evropskih volitvah bolj animirani, bolj konzervativni volivci in dejstvo je, da animira to dodajanje referendumov oba pola politična. In glede na izvorno večji delež konzervativnih volivcev, ki hodijo na evropske volitve, se mi zdi, da je to politično zelo tvegane. Ker kaj bojo pa naredili, če bojo na teh referendumih izgubili? A ne? Na teh referendumih imajo namreč malo težo, če uspejo, ne? Ker se nič ne zgodi, in veliko večjo težo, če ne uspejo. Ne? To pa bo potem ta referendum ki ga je predlagal Janez Janša o tem, ali naj vlada še naprej deluje. Pol tukaj ni Tveganja, v katera je mogoče, ne vem, mogoče imajo boljše analize, a ne? In so boljši analitiki od nas, a ne? Ampak tveganja, ki so jih dali v bistvu na pladen, so veliko večja, kot se njim morda zdijo. Se ti zdi, da ni bila politično modra ta odločitev? Sam nisem politik, sem analiziram, ne, ampak zdi se mi zelo tvegana, ker poraz na posvetovalnem referendumu pa ima težo. Skratka, pred nami so tudi zdaj evropske volitve, veliko se o njih že govori, predstavljajo se te liste. Nekaj, kar bode v oči, je, to sicer opažamo že dlje časa, ampak tudi tokrat, en kup ljudi, ki v bistvu kandidira za evropske poslance, hkrati se pa malo delajo, da v bistvu nočemo kandidirati za evropskega poslanca. Na eni strani ves čas govorimo o pomembnosti in politiki, še bolj kot mi govorijo o pomembnosti, kako so te evropske volitve prelomne, kako je pomembno iti in glasovati in sodelovati v evropski demokraciji. Po drugi strani se pa isti politiki v bistvu dajo na listo, pa v bistvu ne bi bili na listi. Imamo tukaj Luko Mesca, imamo Marjana Šarca, ki je ta teden rekel, da v bistvu je bila to, da gre na listo kot zadnji, ena težjih odločitev v življenju. Torej, dobivamo volivci neka ta dvojna sporočila od politikov. Najpomembnejše volitve, zelo pomembne, prelomne, pejte, Evropa je pomembna in tako naprej. In po drugi strani ne bi šli v Bruselj, ampak na listi smo, zato nam to politično paše. Mi smo to lekcijo vzeli, ne vem pa, če je politični razred vzel. Spomnili se boste eksperimentiranja, ki se ga je leta 2004 lotil tedanji predsednik SD-ja Borut Pahor, ko je rekel, bom jaz svoji listi pomagal tako, da se bom dal na zadnjo pozicijo na glasovalnem listku, in glej ga zlomka, potem je dobil toliko preferenčnih glasov, da je moral v Bruselj, ker je pa moral v Bruselj, pa potem jeseni ni mogel nastopiti na parlamentarnih volitvah za državni zbor, in volilni listič za parlamentarne volitve za državni zbor tistega leta ni bil okrašen z imenom Boruta Pahorja. Kaj se je zgodilo? Nam trdil, da je tukaj polna vzročnost, se pa da iz tega se pa da to še malo bolj posvetiti, je desnica kar prepričljivo zmagala. Okay. Pretiravam, če rečem, da zaradi tega, ker je bil Pahor v Bruslju, ampak ko daš ljudstvu oblast, se lahko ljudstvo odloči za kakšno šalo. Se odloči za šalo, pa pošle Marjana Šarca v Bruselj, ker ljudstvu ni všeč
kako Marjan Šarc vodi, kaj je zdaj na obrambnem resorju, ne? Pa se ljudstvu zdi, da bo on dosti boljši v Bruslju. Ne? Tako da to igračkanje se vsaj enkrat zelo, zelo nesrečno končalo. Mislim, da pa je letos nastavkov za te malo pobalinske poteze ljudstva kar veliko. Kar veliko. Ljudstvo lahko preseneti letos večkrat. Tako je, tako. Mislim, ljudstvo ima priložnost, da v politične tokove unese neke dodatne vrtince, ki bodo zapletli ljudem kakšne politične biografije, lahko pa zapletajo tudi politične procese kot take. Torej vsaj Šarca pa Mesca recimo lahko spravijo v Bruselj. Ne, še marsikoga, mislim, tam je tako pač, da kaj za SD pomeni, če Brglez, ki je na zadnjem mestu kandidatne liste, premaga Matjaža, ne Hana, ampak Matjaža Nemca, Kaj to za drugega Matjaža pomeni? A je to, da Milan Brglez, ki premaga Matjaža Nemca, hipotetično na evropskih volitvah, a je to nezaupnica za Matjaža Hana? A je simbolno premagal Hana potem? A je potem se on nazaj vrnil? Ja. Mislim, da tako evropske volitve so specifične, zato ker v bistvu, jaz mislim, da so ta glavne stranke, da imajo manjše stranke v resnici prednost, zato ker mi tukaj sploh v bistvu ne spremljamo oziroma premajhen poudarek je na tem, s kom se povezuje katera stranka potem v Evropskem parlamentu in kaj zagovarja, ampak pridejo do izraza ta neka druga stališča, se pravi spet ta notranja politična konotacija glede evropskih volitev. In tukaj mi smo pa, se mi zdi, da kralji tega, v primerjavi s tem, ko sem te volitve spremljala tudi v Nemčiji, kako zelo notranje politične so evropske volitve. Pa čeprav vsi vemo, da res so izjemno pomembne. 85% zakonodaje obvezne za Slovenijo se sprejema v Bruslju. Evropski parlament je pomembno telo, pomembno je, katere skupine so povezane, pomembno je tudi teh naših 9 poslancev, ki bodo tam. Zato se mi zdi to neko igranje z imeni, te liste, kdo bo prvi, kdo bo zadnji, o tem, kar si pravkar govoril Ali, zbiranje, se pravi, glasov s tem, da daš Luko Mesca ali pa Šarca na listo, ali pa to, da ni enega najboljših poslancev, ali pa Tonina, ali pa da ni enega najboljših evropskih poslancev vsebinskega, strokovnega Grošlja na listi Gibanja Svoboda in zdaj je prva na listi Irena Joveva, kaže na neko totalno neresnost. Celo sestavljanje liste Gibanja Svobode je bilo precej turbulentno, tudi znan ginekolog Merlo, ki je kot nekakva zvezda vzniknil pred nekaj tedni, na koncu na listi ni pristal, oziroma so ga hodili kandidirati na drugem, on je drugače razumel njihove obljube in rekel, da iz načelnih razlogov ne bo sodeloval z njimi. Mislim, to je pa točka, kjer moram jaz pa priznati, da sem pa jezen. Na koga? Mislim, jezen sem na slovensko politiko. Okay. Evropski parlament je pač prepomembna zadeva. In da moram jaz gledati te 40, 50, 60 let stare moške, namesto da si kupijo pa nek dober avto, motor, da jim je odveč, da se pogovarjajo na takšen način. Kakšen Merlo? Lepo vas prosim, kaj ima Merlo, kaj ve Merlo o evropski politiki? Lejte, tukaj pa... ampak očitno ga je stranka vabila. Absolutno se mi zdi to popolnoma nezaslišano. O kakšnih kandidatih vi govorite? Mi govorimo o ljudeh, ki bi morali vedeti, kaj so akiji, kaj so... Mislim, to je popolna neresnost. In to neresnost, ki se zafrkava z usodo ne samo te države. Lejte, Evropski parlament, Evropa, in jaz se bom tle strinjal z francoskim predsednikom Macronom, ki je včeraj rekel, da točno to, ki je včeraj rekel, da se obeta smrt Evrope. In tukaj to je rekel že Srečko Kosovel.
Dobro, Res je. no, Ja. imamo neko vezo, ne, Ja, tajno. ja. Ampak tle nehajte se hecati. Govorimo in res, tukaj ta neresno, jaz tiho računam, da bo kakšna lista še prišla, resno mislim, ena resna lista, ker to Kakšna mi, lista? ne vem, upam, ne vem, če bi jo naredili, magar neki mladi. Mislim, lejte, tukaj mi danes ne govorimo samo o usodi nekega parlamenta, pa o poslancih, pa njihovih plačah. Mi govorimo o usodi planeta, govorimo o usodi kontinenta, politike. govorimo o novih geostrateških stvareh, ki se odvijajo na tem svetu, ki so prekleto resne. In da moram jaz opazovati, in tukaj pa mi je celotna politika, celo hujš bom rekel, celotna leva politika mi je padla na izpitu. Ne zanimajo me vaše ambicije osebne, ne zanimajo me, kaj, do česa ste prišli pri svojih 53, 57 letih. Ne zanima me gospod Šarc, ki mi bo razlagal, da mu je težko iti v Bruselj. Potem pa pojdi iz javnega sektorja, iz politike ven, ustanovi eno podjetje tam, delaj, ne vem, flaše. Reality Ampak šove. ne se zafrkavati. Ne se zvrkavati. Mi govorimo o prekleto resnih stvarih in ne govorimo o naši generaciji. Govorimo o mladih in tukaj se neki, zdaj bom zelo grob, starajoči deci zafrkavajo iz usode prihodnih generacij. Zafrkavajo se iz mojih otrok, mojih mogoče vnukov, ne vem, iz generacij, ki me je danes stara 30 let in tega pač ne morem gledati. Tle pa moram reči, mi je zelo žal, ampak to je pa tak poraz slovenske politike, ker kaže, da govorijo samo o sebi. Oni govorijo vsi samo o sebi. In zdaj, če se vrnemo na referendume, a ne? In z referendumom bomo vlekli mlade na volišča, ali pa pač, ne vem, nek levi pol prebivalstva, če se tega nadejajo, hkrati pa se ne posveča evropskim volitvam, ki so res pomembne, če bo, tako kot kažejo te prognoze, ta neka konzervativna desnica, populistična, tudi imela glavno besedo in odločala v Evropskem parlamentu, potem se res lahko odrečemo kakršnikoli podnebnim spremembam, ki bi se temu zelenemu prehodu, ki naj bi se zgodil, skupni evropski politiki, tudi o tem je govoril Macron, kako pomembno je v tem trenutku, da se Evropa tudi tukaj poglobi sodelovanje. Potem se vsemu temu odpovemo, hkrati pa se posvečamo nekim zelo pomembnim referendumom, posvetovalnim, na drugi strani pa evropske volitve. Jaz tudi tega ne razumem. V kakšni kondiciji je Evropa oziroma kakšne vse probleme ima trenutno odprte, da govorimo o smrti? Evropa? Ja, tukaj je treba dati tudi časovno perspektivo. Ne? Pravi, če Ukrajinci za svojo državo pravijo, da je Ukrajina vrata Evrope, ne? Je na vratih vojna, Bližnji vzhod je okno Evrope, ne? Tam je tudi vojna. Izrael nastopa na Euroviziji pa na evropskih nogometnih tekmah, pa evropski košarki, pravi tam tudi Evropa. Imamo dve vojni, za katere se zdi, da sta nepovezani. Kaj pa se zgodi, če se povežeta? Se pravi, pri vprašanjih vojne in miru je v Evropi pač obstajal slabih 80 letij nek vtis, ne, da se hude stvari tukaj ne bodo več dogajale. Prišlo je sicer do zelo nesrečne in tragične epizode v 90-ih letih na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Ampak ne, jaz sem pred 20 leti, ne, ko je bilo to sprejetje v Evropsko unijo, postal sentimentalen. Ne. Ponavadi z neko pikrostjo gledam na politične dogodke. Tam sem postal sentimentalen, ker se mi je zdel, to je velika stvar. Ne. Velika stvar zato, ker je to obet, da se pa zdaj te vojaške stvari res nehajo. Ne. Zelo sem se zmotil. Ne. In zdaj, v kolikšni meri je to Evropa sama v to
zadrsala, zdrsnila, v kolikšni meri je sama učinkovala na to, da se na tem zunanjem evropskem robu odvijajo res grozne stvari, je težko reči, ne? Ampak že s tem, da ni bila bolj dejaven mednarodni faktor, ne, je svoje prispevala. Ne? Svoje prispevala s tem, da je opustila neka ravnanja, ki bi bila potrebna, da bi zavarovala to, mislim, da temeljno dobrino evropskega kontinenta, to je mir. Ne? Ameriški konzervativci pravijo, Evropa je z Venere, ZDA so z Marsa. Ne? Evropa je nekaj, kar postavlja vrednoto medsebojnega spoštovanja, ljubezni, vseh drugih miru, ne, v ospredje. Američani so pa politični realisti, Marsovci. Ne. Je fino, ne, da je Evropa z Venere, ampak premalo je pa naredila za to, da bi res imeli v okolici neko mirno situacijo. Zdaj se to zelo negativno obrestuje. Ne. Kaj lahko naredi v naslednjih 10 letih, pojma nimam. Ne. Če pa gledam neko evropsko mikrotkivo z znatno verjetnostjo vzpona neke precej obskurne, populistične, ne moram reči desne, ne, ampak precej obskurne populistične politike. Ne. Če se ta vzpon teh obskurnih političnih skupin zgodi, pa smo pa res tam, kjer je, o čemer je pisal Srečko Kosovel, ne, kaj že Evropa umira na podstrešju, ne, tako nekako. 20 let je od tega, ravno te dni, torej od vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Kako zelo se je spremenila v teh 20 letih, Polona? Slovenija ali Evropa? Evropa. Jaz mislim, da je Evropi, da se je spreminjala počasi, dokler se niso začele dogajati te najprej ekonomsko-finančna, dolžniška kriza, COVID, vojna v Ukrajini, zdaj v Gazi. Da do takrat nekako smo z zanimanjem in z veseljem opazovali združevanje, integracijo in vse prednosti, ki jih je to imelo tudi za našo državo. Erasmus, ne? Jaz mislim, da se na to osredotočilo. To veselje tudi Slovencev in pa pričakovanja do Evrope so bila nekako upravičena in nekako odgovorjena za vsem tem, kar se je dogajalo. No, potem so se pa začele kazati vse te razpoke in pa te nacionalne politike nekaterih držav. Jaz vidim tukaj Nemčijo kot eno veliko razdiralko te Evropske unije zaradi lastnih interesov. Poskus Macrona spet včeraj, pa nazadnje, ko je govoril na Sorboni, pa ko je govoril pred, mislim, da 7 leti, ponujal roko o tej večji integraciji Evropske unije, o kateri Nemčija ni želela slišati. Zdaj imamo predsednico Evropske komisije, zdaj se spet vrnem na te evropske volitve, Ursula von der Leyen, ki gre v Gazo v Izrael v imenu evropske politike, izreče podporo in završi v Evropi. Evropa je absolutno razdeljena. Nemčija je generator politike oboroževanja, tudi kar se tiče Ukrajine, tudi tukaj ni neke enotne politike. Zelo nevarni časi in ta vloga Nemčije je vprašljiva. Tudi vloga predsednice Evropske komisije, ki jo, kolikor vem, tudi pri nas večina strank podpira, da ostane na tem mandatu, pa se njena vloga ni izkazala za zelo pozitivno. Mislim, da je Saša Vidmajer enkrat pisala v Sobotni prilogi, v njenem portretu je zelo dobro okategorizirala ženska, ki nikoli ni naredila ničesar, ki je bila soočena z aferami. Razen, da je šla v Črno na Koroškem. Ne? Ja, dobro. Njo razumemo kot tisto Nemko, ki je prišla v Črno na Koroškem in je
In ima zato podporo vseh političnih strank za nadaljevanje mandata komisije. Super. Zelo vsebinsko in utemeljeno. Mislim, je simpatičen detajl, ni pa zadost za celovito oceno. Ne? Meni je dosti bližji to, kar je Saša Vidmajer pisala v Sobotni. Predvsem, jaz mislim, da tisto, kar se dogaja v Evropi, je, da Evropa ni več varen prostor. Ampak tle ne mislim samo varen prostor v smislu vojn, geostrateških sprememb, močne Kitajske, potencialnega drugega mandata Donalda Trumpa v Ameriki, ampak varen prostor za njene državljane. Evropa je, vem, slišali se bo, da govorimo o malih stvarih, ampak to so te stvari. Evropa je postala za njene državljane, nenadoma državljane njenih držav, nenadoma neizmerno draga in nepredvidljiva in ne ponuja vizije prihodnosti. To so zelo pomembne stvari, ki so destabilizirale Evropo in to zato, ker tehnološko zaostaja in ker ni razumela in se ni hotela sprijazniti s tem, da nekateri postajajo, s tem mislim predvsem na Kitajsko, večji, močnejši in bolj agilni. In zdaj smo v trenutku, ko je Evropa predmet finančnih špekulacij, denarja na svetu je ogromno. Zakaj, ko govorimo recimo o stanovanjski krizi v Sloveniji, moramo govoriti o stanovanjski krizi v Evropi, ne? Pač po celi Evropi investitorji kupujejo stanovanja, ker je to tako donosno. In cela Evropa je danes v isti stiski, ko postajajo stanovanja nedosegljiva. Službe nepredvidljive in dejansko zaostajanje se je pa začelo čutiti. Ne? A veste, ko so pred 2 leti govorili o kitajskih električnih vozilih, tega ni noben resno imel. Danes nam pa počepa na tej točki Nemčija. Sploh ne vejo, kaj narediti. A veste, o čem mi govorimo? In vse mi smo to v Evropi že videli na posameznih državah. Mi se moramo spomniti, kako izjemna, nepremagljiva in večna je bila Francija. Pa je se spremenila v deželo kmetijskih obratov. Ne? Moramo govoriti recimo o Portugalski in se spomniti, da je to država, ki živi v nekem starem sijaju starih preprog, ne? In moči. Tudi do Španije. Ne? To, da nek kontinent ali pa neka država zgubi svoj položaj, to je nekaj, kar se zgodi. In tle ves čas smo v utvari, ne, mi govorimo o Evropi, to se ne more zgoditi. Ob vsem tem, kar smo zdaj našteli, smo tudi v situaciji, ko je v bistvu čas, ko je največ vojn po drugi svetovni vojni na svetu. Se vračam na začetek k temu, da 2 leti od volitev pravkar se je izteklo. Kje pa je naša država v tej situaciji, ki je bila zdaj opisana, pa tudi ob tej situaciji, da pač je res mednarodno okolje strašno nepredvidljivo. Mislim, dejansko se pišejo članki o 3. svetovni vojni, tako v uglednih mednarodnih časopisih. Kje je tukaj naša država Slovenija kot zunanji politični faktor? Ali prispeva v mednarodni skupnosti toliko in to, kar bi lahko in kar bi morala ali ne? Polona, najprej mogoče ti. Mislim, lahko bi z korakom naprej trenutno pri tem, kar se dogaja v Gazi. Ja. Slovenija je v idealni poziciji. Vemo, da vprašanje Gaze je vprašanje notranje politike in javnomnenjske podpore. Slovenska vlada, diplomacija je tukaj v neki prednosti, zato ker je javno mnenje v Sloveniji temu bistveno bolj naklonjeno in bi to tudi z tem delovanjem v varnostnem svetu lahko bistveno bolje izkoristila. Po drugi imamo pa neko papirnato zunanjo politiko, ki je pred nekaj časi govorila, ne vem, je bila feministična zunanja politika, pa ni nobene ženske okoli zunanje ministrice, so sami mladi moški. Potem se zdaj govori o nekih floskulah, veliko
izjav, brez vsakršne vsebine slišati. V bistvu se sploh ne ve, kdo vodi tukaj zunanjo politiko v Sloveniji. Jaz sem tukaj zelo kritična do tega, kar se dogaja ta trenutek, ker vidim tu neko priložnost. Ministrica govori o rešitvi 2 držav, ki se mi zdi, da je že zdavnaj pokopana, da govori, se pravi, da je toliko polno nekih floskul in brez dejanj. Premier, kot rečeno, javnomnenjska podpora, ne vem, kdo so njegovi svetovalci, ki to, taki občutek v ozadju, nekdo to bremza, to bi lahko izkoristili bolje. In tukaj se mi zdi, da je to ena priložnost, bi bila tudi za Slovenijo v tem trenutku, tudi v New Yorku prisotna, ko bi se lahko profilirala na nek način. Mi spremljamo genocid v živo, vsak dan. Zadnjič je bil gost v Cankarjevem domu tudi v oddaji Marcel Tarikali, ki je rekel, da če bi bile televizijske postaje leta 1943, bi se isto javljali izpred Auschwitza in poročali o tem. Mi to spremljamo vsak dan, zunanja ministrica pa govori, ne vem, da jo žalosti, da je treba ukrepati. In to je pač nekaj, glede na to, da ima javnomnenjsko podporo za kakšne odločnejše korake, za iskanje nekih navez znotraj Evropske unije. Težko je, poznamo položaj Nemčije, ampak verjamem, da bi se tukaj lahko Slovenija bistveno bolje profilirala in tudi tukaj postavila Evropo na pravo moralnost, na moralno pravo stran zgodovine. Pa že pri teh malih gestah, recimo prejšnji teden je 20 organizacij in sindikatov vlado pozvalo, naj omogoči torej sistemsko vzpostavitev varnih poti za Palestince v Gazi, ki imajo v Sloveniji svoje družinske člane. Ne vidim, da bi se kaj sistemsko dogajalo, ne vidim te proaktivnosti. Ne, so samo floskule, prazne besede. Žalosti, mislim, prav neokusno je, kako ta besedni zaklad tudi zunanje ministrice v primeru Gaze. Tukaj je tako, tako kot jaz razumem, je slovenski predstavnik v varnostnem svetu Samuel Žbogar diplomatsko dosti dobro deloval, da je bila vsaj ena resolucija v varnostnem svetu sprejeta. ZDA so se vzdržale, niso udarile veta, kot se je pač večkrat v zadnjih mesecih zgodil. Pač dejstvo, da resolucija obstaja, predstavlja nek uspeh. Zdaj, kdor je mislil, da bo ena resolucija, če tudi je v varnostnem svetu sprejeta, povzročila, da bodo izraelske obrambne sile, kot se jim reče, stale mirno in prenehale bombardirati Gazo in povzročati silovite smrtne žrtve med otroci, med ženskami, med onemoglimi in izvaja dejanja, ki so genocid, ta se je motil, ampak vendarle, en del diplomacije je prispeval k temu, da resolucija obstaja, šibek vzvod. Kaj od tu naprej? Jaz mislim, da razmisleka, kaj od tu naprej ni, je neko oklevanje, a naj Slovenija prizna Palestino. To oklevanje je bilo vezano še na dogovore s Španijo. Zdaj, v zadnjih dneh se je zgodilo to, da je očitno španska vlada klecnila in da ima Španija hudo notranjo politično krizo, kar pomeni, da je ta proces poskusa priznanja palestinske države, ki ga je peljala Španija pod velikim vprašanjem oziroma pred dosti večjim vprašanjem kot na začetku tega tedna. Pazljivo je rekel predsednik vlade v tem intervjuju. Ja, ni pa še vedel, da je njegov španski sogovornik dviguje roke od španske. Ko sta bila pri njemu. Ja. V resnici, jaz bi se tle Aliju pridružil, v resnici je ene par znakov, na podlagi katerih bi celo lahko rekel, pa vem, da se bo, ker se strinjam z tem, kar sta povedala, slišali bogokletno, ampak da še nikoli nismo imeli v resnici tako pogumne zunanje politike. Eno je resolucija. Smo se pripravili že. Eno je resolucija. Drugo je, da v resnici Slovenija je ena redkih držav, ki je sicer potiho ustavila dobave vsega
z orožjem in samega orožja v Izrael. To so naredili zelo potiho, ampak so naredili. Ampak v tej situaciji, ko govorimo o genocidu, ni nič dovolj od tega. V tem je pač problem. Problem je, da lahko seveda rečemo, še nikoli vsi veliki zunanji ministri, da jih tako poimenujemo od Rupla naprej, niso imeli nikoli toliko poguma, kot ga v resnici ima ta ekipa, rekel ji bom kar Golob, Fajon, Žbogar. Ampak hkrati, ker govorimo pa o takem ravnanju, o taki neverjetnem masakru v resnici. Ne? Mi moramo tudi govoriti o tem, da je tam zrušenih 200,000 domov. Ne samo o mrtvih. Mi govorimo o tem, da je to popolno zravnanje nečesa z zemljo. Tukaj pa ni. Tukaj ni vmesne poti, žal. Tukaj si lahko samo na eni in drugi strani. Mi smo imeli prejšnji teden v rubriki Poglobljeno intervju z predstavnico UNICEF-a, ki je bila 14 dni v Gazi. Ona je, ko je z Barbaro Smaila govorila, vrnila se je par dni pred tem, ona je bila tako pretresena, da v bistvu je bilo v intervjuju jasno, kako zelo pretresena. Pa veš, da veliko tega vidi. To, ko vidiš te otroke, ki je razlagala o punčki, ki en teden je živela v mukah, ker ji niso mogli zdravstveno oskrbeti, ko je bila ranjena. O tem govorimo. Leta 2024. Hočem reči, žalosti me, res meni ni dovolj. Absolutno. Ampak veš, po drugi strani pa ne, zdaj, ko je Vučić dal to res grozljivo bedno in kar je še vse drugih besed, izjavo o odvratnih Slovencih, ki se je navezovali. Opa, spet nam nekaj pada. Preživel si, ali... o tej Vučićevi izjavi o odvratnih Slovencih, ki se je navezovala na dogajanje glede Kosova v Združenih narodih in ki je bila res totalno neprimerna in vse drugo, kar si o Vučiću mislimo, je tukaj ministrica in cela slovenska politika, meni se zdi, veliko bolj ostro reagirala, kot ko govorimo o mrtvih otrocih. In tudi veliko bolj ostro reagirala, ko gre za vprašanje človekovih pravic v Srbiji. Ja, in je tudi veliko bolj ostro reagirala, ker smo užaljeni. O čem govorim? Smo užaljeni. Mislim, da to vse prav. Lejte, zunanja politika je en zelo zopren posel, ker je veliko interesov in usklajevati moraš. Ampak nihče ni silil Tanje Fajon in Roberta Goloba in ne nazadnje vseh ostalih, da grejo v to kuhinjo. Zdaj so tam. In zdaj mi pričakujemo, in to ne kot Slovenci ali pa ne, mi kot ljudje pričakujemo najbolj normalno reakcijo. Mislim, če gledamo ta masakr, ta genocid, ne moreš imeti polovičnih stališč. Žal mi je, da ste prišli, kot je naš kolumnist Vlado Mihaljak zapisal, ko smo postali članica Varnostnega sveta. Ne, zelo vas bo bolela glava, nekaj bo prišlo, ker vam bojo lomili hrbet in to je to. Hujše ne bi moglo biti, ampak če ste silili tja, če ste hoteli kot majhna država jeti v Varnostni svet, no zdaj pa odigrajte igro. In to, kar zdaj delajo, je to sočutje, kot bi vsak človek rekel, to sočutje ni nič. Ni nič, ni vredno nič in je v bistvu ne samo patetično, ampak norčavo. Neokusno je, zelo neokusno. Če pa se sam vrneš nazaj na Vučića, če smo bili sposobni tako enotno in odločno obsoditi to izjavo, ki je bila totalno neprimerna, je tukaj pri Vučiću v Srbiji še marsikaj drugega za jasno in glasno obsoditi stališča Slovenije. Predvsem se je treba najprej vprašati, zakaj se ves čas poudarja prijateljskost teh dveh vlad. Kakšna prijateljskost? Ker imamo spet vprašanje demokracije. Mislim, če se spomnimo, ko smo govorili, ko je Ali izpostavil, da nima hudobije ta vlada. Kaj, ko bi mi imeli hudobijo, vlado s hudobijo zdaj in bi sosedne države govorile, da so v prijateljskih odnosih s to vlado? O čem mi govorimo? A ni prav, ko smo govorili o Evropi, a ni, kadar smo mi, se nam je zgodilo, da smo imeli vlado hudobije? Prav to, da so obstajale države in Evropska unija, ki je na to odzvala, nam pomagali.
Ko pa gre za hudobijo, ki jo vidimo v Srbiji, ne nazadnje, poglejte, mi govorimo o lažnih volilcih, o lažnih volilnih listah, govorimo o neobstoju medijev svobodnih, o tem govorimo v Srbiji. To je pa naša prijateljska država, ker kaj imamo ekonomske interese. Dajte, no. Mislim, če bi tako gledali na Slovenijo takrat, kadar smo imeli mi oblast hudobije, potem se nam ne bi dobro pisali. Za konec, če tako potegnemo eno črto pod vse to, kar smo govorili, in če bi imeli možnost, in jo imamo recimo v javnem prostoru, kaj bi vi tri, kaj ena stvar recimo, za katero bi radi, da se v državi drugače uredi, ali pa da jo naša država drugače uredi? A to je zdaj zlata ribca? Ja. Berite sobotno prilogo. Ja, jaz moram potem, če gremo pa tako osebno, pač da se uskladi plačevanje RTV naročnine, prispevka z inflacijo in da se sistemsko uredi financiranje. Ne, jaz bi rada pač sem tukaj, da se na nek dostojen način ubranimo teh populizmov tudi znotraj Slovenije, da se v bistvu, jaz mislim, da je ključno v državi zaupanje ljudi. In zaupanje v institucije in tudi delno zaupanje v vse pač relevantne, tudi v politiko, tudi v medije. In da se to pač sistematično ne ruši tako, kot se je v preteklosti bolj, zdaj nekoliko manj. Se mi zdi, da je to za neko družbo pa za razvoj Slovenije zelo, zelo pomembno, ker tukaj tudi vidim spet te paralele, ki se jih želim znebiti, no, tudi z Nemčijo. Pač to neko spoštovanje in zaupanje v državo, se mi zdi, da to ohrani tudi vsak dan, ki je bistveno bolj drugačen, tudi majhnega človeka, vsakega državljana Slovenije ali pa prebivalca Slovenije, da se tukaj najbolj pozna. In tu bi bila neka taka želja, da bi se seveda iluzorno, da bi se izognili tem populističnim spodbujanju sovraštva, hudobiji ali in vsemu podobnemu. Se mi zdi, da bi s tem dokazali neko zrelost, pa da bi Slovenci prepoznali, kdaj gre za napade, kdaj gre za spodbujanje sovraštva, brez ponujanja nekih rešitev, tudi v luči teh evropskih volitev, ki prihajajo, ki so res zelo pomembne. Če se vrnem potem na javne televizije, smo videli zdaj, kaj se dogaja na Slovaškem, ko populisti prevzamejo oblast. Ta scenarij ni neverjeten tudi za Slovenijo, ne. Tako da tukaj bi si želela malo več razmisleka. Jaz bi si tako za eno željo za zlato ribico želela, da se mogoče tisti, ki odločajo zdaj, ali je to ta vlada ali pa mogoče naslednje, da se včasih postavijo nazaj na to pred 20 leti oziroma 30, ko smo bili na začetku te naše državnosti in ko smo imeli takrat naši starši za nas, za našo generacijo, tako kot si ti zdaj rekel, da so to volitve evropske za naslednje generacije, ne za nas. Se mogoče spomnijo tistih občutkov, kako je bilo, ko smo bili mi neki osamljeni, osamljeni v nekih željah po miru, in da v bistvu se vrnemo neko izvorno to, kaj nas je takrat sprevevalo kot nacijo, če rečem tako poduhovljeno. Tisto, kar bi jaz pričakoval, je dostojnost. Se pravi, od ljudi, ki imajo oblast, bi pričakoval dostojnost. Zdaj, dostojnost pomeni, da delaš tako, kot je prav, pa da se izogibaš dejanjem, ki niso pravilna. Dostojnost hkrati pomeni, da ne vlečeš iz petnih žil objave v uradnem listu, ki ti pa vendarle omogoča nekaj, kar je pa nedostojno. Ne. Dostojnost je nekaj več od tega, kot tisto, kar je s predpisi dopustno. Se pravi, dostojnost je
spoštovanje prava plus neka etična drža. To, ne več. Okay. Grega, še ti za konec. Mislim, tisto, kar jaz bi se rad pogovarjal, seveda o podnebnih spremembah. To je pač tisto, o čemer se bomo morali pogovarjati. Lani smo imeli najhujše poplave, leto prej smo imeli najhujši potres. Požar. Letos se moramo pogovarjati o vročini, ki bo pobijala naše stare. To so mi teme in seveda o naslednjih generacijah. Se pravi, čas je za eno skromnost in čas je, da se pač začne misliti na to, da ima naše življenje in dosedanje življenje hude posledice in da, če hočemo karkoli predati, da imamo zdaj resnega nasprotnika in da je to krogla, ki sveti nad nami. Okay. Hvala lepa vsem trem, da ste bili gostje. Hvala za povabilo. Ja, hvala. Se opravičujem za škodo, ki sem jo naredil. To se pri nas večkrat zgodi. Ja, smo šli še za 1 uro. Hvala še enkrat vsem trem, hvala tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam in upam, da se še kdaj vidimo v tej sestavi ali pa kakšni drugi. Ok. Hvala.